Raziskujemo poletna dela. Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne? Kdo poleti ni na dopustu? Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice. Poletna izmena. Ko se oblečem, približno čez kakšno urco, sem moker cel. Se pravi, boksarce, nogavice, vse je mokro in pač je treba imeti rezervo pol za preobleči. V poletnih dneh, ko ljudje razmišljamo predvsem o tem, kako bi se skrili v senco in kako bi oblekli čim tanjše in čim manjše kose oblačil, naš današnji sogovornik naredi prav nasprotno. Brez oziranja na vročino nase nadene toliko plasti blaga in pene, da ga pod njimi ni več mogoče prepoznati. Živijo, jaz sem Gregor Košmerl, prihajam iz Ljubljane, delam v maskotah že od leta 2011, v tem času sem jih nosil oziroma delal z njimi že preko 40. Ene izmed teh so Zmajček Oli, Zmajček Paki, Veselko, Aktualko, Foxy, Happy, Kuža Pazi, Kenguru, Vzajemko in še bi lahko našteval. Decembra se pa posvečam predvsem dobrim možem, to so Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Ker december je pa, bom rekel, narejen mesec zame. Takrat se prelevi v katerega od 3 dobrih mož in osrečuje otroke doma, v šolah, vrtcih in nakupovalnih centrih. A čeprav je december z delom obdarjen mesec, imajo tisti, ki se poklicno oblačijo v maskote, največ dela prav v poletnih mesecih. Poleti v bistvu še tega največ, čeprav bi človek rekel, da ne, da poleti pač je manj dela, ampak ga je kar dosta, ne? Ker lahko delaš na sejmih, na rojstnodnevnih zabavah, po parkih recimo, tako da zmeri se najde del, no. Večina ljudi si verjetno niti ne predstavlja, da je maskota lahko poklic, da se s tem lahko preživljate. Kako ste sicer pristali v tej vlogi? Vas je priporočal prijatelj, je bilo to študentsko delo? Ja, bilo je študentsko delo, pokličem, se zmenimo, jaz oddelam, so bili zadovoljni na koncu dneva in so rekli, če bi pač delal to še za njih. In sem se strinjal, sem rekel, sicer je naporno, je vroče, ne, fizično je dosti naporno, ni najbolj lahka stvar to, ampak užival sem v tem in dejansko sem rekel, ja, to bi še rad delal. Iz študentskega dela, ki naj bi trajalo samo kak teden, Gregorja maskote spremljajo že več kot 15 let. In čeprav kostumi delujejo lahki in mehki, vsak tehta približno 5 ali 6 kilogramov. Zato delo zahteva precej fizične pripravljenosti. Kondicijo, kje nabiram, v bistvu jaz rečem tako, ko me drugi vprašajo, kje imaš toliko kondicije, ne? Jaz pač obožujem savne. In na ta način se v bistvu probam nekako kontrolirati in takrat, ko sem v maskoti, je to dokaj podobna situacija in na ta način lažje prenašam vročino. Vročina je torej tisti dejavnik, ki oblečenemu v kostum povzroča največ preglavic. Po večurnem dogodku v maskoti Lisičke, ko sem se slekel, sem recimo čevelj od te maskote obrnil naokrog in je voda stekla ven. Kaj pa potem von? Noter ste navajeni tega, da je von po vlagi, predvidevam, da ni najprijetneje. Ja, če se ne skrbi za maskoto, se pravi, da se jo sleče in celo mokro spravi nazaj v vrečo, je zelo, zelo narobe, ker ni najbolj prijeten von, tudi to sem že doživel. Ampak, če se skrbi lepo za maskoto, se pravi, ko se slečeš, moraš maskoto celo presušiti, se pravi, tam nekje do 3-4 dogodki brez problema grejo čez, potem pa pač, ko se maskota opere kemično. Koliko tekočine izgubi z nojenjem ob vsakem nastopu, je težko natančno izmeriti. Jasno pa je, da brez rednega pitja preprosto ne bi mogel zdržati. Predvsem, jaz bom rekel, moj bencin, da sem lahko po konci, je voda, tekočina. Brez vode mi živeti ni. Ja, spijem lahko na dan, recimo, če sem po cel dan oblečen v maskoti, tudi do 5-6 litrov. Brez problema, s tem, da grem na WC pol tudi pozno zvečer, ker vse v bistvu teče iz tebe in to moraš nekako nadomestiti, ne. Ja, pri takem delu ni stranišča in ni kozarca vode, ki bi ga lahko spil takrat, ko nihče ne gleda. Vedno so kakšne otroške oči uperjene van. Tudi vodo, recimo, ko sem žajen, jo spijem kar čez usta, naprimer od Zmajčka Olja, med tekmo, ko poteka, samo spijem tisto vodo hitro čez usta in gremo naprej. Ni predaje in ni počitka. Po izobrazbi je Gregor Košmerl slaščičar, a ga je vedno bolj od tort in sladoleda privlačila igra. Ko se oblečem, ko dam glavo gor, takrat Gregata ni. Takrat pride na površje
Zmajček Oli in Zmajček Oli je živ, vesel, razigran, rad se heca, zabava ljudi, skače, igra košarko. Grega je tisti trenutek nekje na strani. Zato, da Gregor izgine in da njegovo mesto zavzame maskota, potrebuje manj kot 10 minut. 10 minut, to je vse. Približno, tako. Zdaj sem odprl vrečo in v tej vreči je tokrat Zmajček Oli. Vedno preverjam, če so vsi deli maskote, se pravi čevlji, podkapa. Čas smo mu seveda odštevali in uspelo mu je. Pozdravljeni, drage dame in gospodje, Zmajček Oli je nazaj! Še rokavičke. Moj, bom rekel, največji dogodek športni je bil, da sem šel na Ljubljanskem maratonu z kengurujčkom Vzajemkom 42 km z rolerji. Potem je bil Bovški maraton, sem šel 42 km z kolesom. Tako da nisem niti vedel, v kaj se podajam. Morda je celo bolje tako. Če bi vse do dobra premislil, se v maskoti leta 2012 gotovo ne bi znašel tudi na najvišjem vrhu Slovenije. To sem bil pa res presrečen, da mi je uspel prvič priti dejansko na Triglav v življenju in še to v maskoti. Kar je bil tudi zelo nevaren podvig. Že običajna planinska obutev zahteva previden korak, kaj šele, če imaš za več številk prevelike čevlje. Bom rekel tako, Gregatova noga je 44, noga od Zmajčka Olija je več kot 50, sigurno. Tako da nekaj prostora je pri prstih. Je. Ponavadi je tako, ko grem gor po stopnicah, jih štejem, da vem, kolikrat moram priti dol. To je že avtomatsko. Saj se vidno polje močno zmanjša, okolico pa ponavadi opazuje skozi usta maskote. Pa tudi glas se skozi debelo plast pene težje prebije, zato mora govoriti veliko glasneje. Se pravi, za polovico več, kot dejansko govoriš, da se sploh sliši ven. A ker maskote praviloma ne govorijo, mora Gregor vse povedati z gestami. Vsak gib mora biti tako nekoliko večji, vsak pozdrav nekoliko bolj izrazit. Dati moraš ne 100, ampak 200% od sebe, ker moraš, bom rekel, skakati za dva, za sebe in za maskoto. In to se mora videti, to mora publika videti in publika te mora začutiti. In pri tem mora izbrati ravno pravo mero navdušenja in drznosti, če gre čez mejo, je lahko zanj tudi nevarno. Ja, takrat sem se pa ustrašil, v bistvu. Po mojem je to edini dogodek, ki sem se pa res ustrašil, kaj pa zdaj. Na tekaškem dogodku Nočna desetka na Bledu se je Gregor v kostumu kenguruja odpravil na sup. Jezero je bilo mirno, vreme lepo in ko se je približeval pomolu, se je zapletlo. Padel je v vodo. In seveda to je približno 5 kg, 6 kg težka maskota in ko se to napije, je to, si upam reči, krat 10 sigurno. Kar 4 so ga morali potegniti iz vode. Tako da so se kar namatrali, prišel sem ven, vstal, kolena so me blazno bolela, potem sem šel proti avtu, da sem se nekako slekel, ožel, kar se je ožet dal, in potem se oblekel nazaj, dal si gor rolerje in sem šel z rolerji z njimi 10 km po nočni desetki. Tako da za mano se je črtica kapljala od vode, ko sem bil moker. A tudi po takšnem dogodku Gregor ni pomislil, da bi delo maskote opustil. Nasprotno, po več kot 15 letih ga še naprej opravlja z enakim ali celo večjim veseljem. In na koncu dneva si utrujen, padeš v poslo in te zmanjka za par sekund. Ampak zjutraj ob 6, ko se prebudiš in greš delati naprej, na drug celodnevni dogodek imaš spet polno energije. To pride iz srca. Če ti ljubiš to delo, ki ga upravljaš, ni problema delati to 1 uro ali pa 12 ur kosov. Če torej na ulicah, v športnih dvoranah ali na festivalih vidite maskoto, je velika verjetnost, da se pod njo skriva Gregor Košmerl, ki ga po glasu prav gotovo ne bi prepoznali. To je za danes vse, se vidimo takoj po oglasih. Hvala!